A je ura že 6? Da pravočasno začnemo? Je že 6 vseh urah? Ja. Je? Ne bi bilo, ja. No, okej. Še ni? Se ne bo kdo pritožil? Še. Je že 6? Šlo 6. 2 minuti imamo. Jaz bom ravnal po tejle, če ne zamirte. Ker itak so različno umerjene in da se ne bomo prepirali, a je ali ni. Obstaja problem, s katerim se je veliko in dobro ukvarjal Kantor, kasneje von Neumann, problem, s katerim se je ukvarjal Dedekind, problem, s katerim so se ukvarjali številni matematiki, pa ne samo matematiki, ampak tudi filozofi. In kdor se hoče resno ukvarjati, kot je že pred časom zapisal Platon, z filozofijo, oziroma kdo se resno namerava ukvarjati z razmišljanjem o svetu, v katerem živi, potem se mora ukvarjati tudi s tem problemom, s katerim se bomo srečali takoj. To je preprost zapis, s katerim se začenja vsaka resna ontologija. To je zapis, ki nam daje misliti in je zapis, ob katerem se sprašujemo, na kakšen način sploh lahko mislimo nastanek, vznik realnosti, za katero sicer trdimo, da se zavedamo. Do določene mere to trdimo upravičeno, je pa že v sami naravi zavesti problem, s katerim se ta ista zavest, ki sicer upravičeno trdi, da se zaveda realnosti, praviloma ne ukvarja. Zavest posameznikov se najpogosteje ne ukvarja z vprašanjem, kako je mogoča kot zavest o realnosti, in se ne sprašuje, kako je mogoča realnost, o kateri je, oziroma za katero je. Vsaka zavest je vselej nujno za neko realnost. Torej, sklep ni nujno, da zavest ve, za katero realnost je. Ravno tako ni nujno, da ve, kaj jo ohranja pri življenju, se pravi, kateri so nujni pogoji, da sploh je to, kar trdi, da je. Namreč zavest. Očitno je, da ima zavest več problemov in gotovo je vprašanje, zakaj ni nujno, da se s temi problemi tudi ukvarja. Torej, lahko se ukvarja, ni pa nujno. Zakaj ni nujno? To je osnovno vprašanje, s katerim se ukvarjam danes, in ta zapis na zaslonu je začetek. Začetek je absolutno nič, je prazna množica, ki nima absolutno nobenega
elementa. To ni tisti nič, o katerem govorijo fiziki, in ne pozabijo vse, kako dodati, da je ta nič poln virtualnih delcev in tako dalje. To je nič, ki preprosto nima nobenega elementa. Ne virtualnega, ne nevirtualnega. Kratko malo nobenega. In za zavest, kot že rečeno, je gotovo skrivnost, kaj se zgodi, oziroma zakaj se mora zgoditi to, kar imenujemo nominacija, to pravi, zakaj lahko poimenuje. Zakaj lahko poimenuje, oziroma po drugi strani, zakaj lahko trdimo, da je zmožna in da celo mora poimenovati ta nič. Lahko ga poimenuje in ta nič zapiše. Zapiše in reče, da obstaja prazna množica, ki nima, torej vsebuje sam ta nič, ki ga poimenuje. To ni nič. To je množica, ki ima natanko en element. To je tisti, ki smo ga poimenovali. In to je nič. Obstaja, zakaj ne bi uporabili tega izraza, čudež poimenovanja. Zmožnost človeškega bitja, da poimenuje nič. In v zgodovini je trajalo dolgo časa, trajalo tisočletja, da so ljudje poimenovali, da so zmogli poimenovati nič, in trajalo še veliko več časa, da so to zapisali, natanko takole. Poimenovanje ni arbitrarno, ni naključno, ampak je popolnoma nujno. Iz tega poimenovanja zato sledijo nujnosti. Sledi nekaj, kar omogoča takemu matematiku, kot je Roger Penrose, da pokaže, oziroma dokaže, da velik del matematike nima absolutno nobene zveze s tem, kar imenujemo empirična in fizikalna realnost. In tako, kot sem že prej omenil, tako Cantor kot von Neumann dokažeta, da lahko tvorimo ne samo množico naravnih števil, ampak množico realnih števil, ne da bi se enkrat samkrat nanašali na fizično empirično realnost, kakor se jo zaveda naša zavest. In še več, lahko ustvarimo matematiko, odkrijemo celo množico matematičnih operacij, ki nam omogočajo, da mislimo celo množico realnih števil in da računamo, ne da bi se enkrat samkrat ukvarjali z empirično realnostjo. O tem govori Platon. Ko odkriva narava, spoznava naravo sveta idej. Jaz upam, da je to jasno. Oziroma, da je razumljivo. In kot rečeno, lahko štejemo, ustvarimo množico, primer, naravnih števil. In rečemo, da obstaja množica, ki vsebuje natanko dva elementa. To je ta množica. Vsebuje nič, absolutni nič, in množico, ki ima natanko en element, ki je nič. In štejemo 1, 2 in tako dalje.
v neskončnost. Ali je potem takem matematika tista, ki nam pomaga misliti Platonov svet idej, če se že ljudje praviloma zmrdujejo, češ da je bil Platon idealist in da je to nekaj slabega. In tudi številni filozofi bi se radi Platona znebili, češ da je idealist, vendar je lepota Platonovega razmišljanja natanko ta, s katero smo danes začeli razmišljati in, kot rečeno, to nam omogoča konstruirati. Vprašanje je, če gre res za konstruiranje, morda o tem misli nekaj naša zavest, ampak zavest je, kot bom pokazal v nadaljevanju, precej sumljiva zadeva, oziroma zavest ni nekaj zelo zanesljivega. Zagotovo ni. O tem je seveda veliko povedal Freud in s tem se bomo ukvarjali. Torej, da lahko konstruiramo celotni sistem realnih števil, kar je huge. Velikanski sistem, obsežen sistem, ki nam omogoča mnogo več, kot pa povprečen človek zve v svojem času, ko se je šolal, povprečju je to nekje 13 let in v tem času je zagotovo imel vsaj nekaj 100 ur, več, nekaj 1000 ur matematike, ampak do tega se nikoli ni dokopal. Če je torej to jasno, potem je to tudi odgovor na neko vprašanje, ki se je zastavilo zadnjič. Na prejšnjem srečanju, tisti, ki ste bili tukaj, se boste spomnili, katero vprašanje se je zastavilo, ampak k temu se še vrnem. Za nadaljevanje pa tole. Mi bi se lahko tukaj ukvarjali s tem, s čimer smo danes začeli še zelo dolgo časa in to bi bilo zagotovo zelo vznemirljivo početje. Bilo bi zelo zahtevno, bilo bi celo izjemno zahtevno, kar je dobro. Bilo bi kognitivno zahtevno, kajti z tem razmislekom smo že stopili neko pot, ki jo že omenjeni Roger Penrose imenuje The Road to Reality. The Road to Reality je tudi naslov ene od njegovih knjig, ki ima približno 1500 strani. To je 1500 strani čiste matematike in sam ne najdem nobenega razloga, da se človek tega ne bi lotil, med drugim tudi zato, da bi discipliniral svojo misel. Če se hočete ukvarjati s filozofijo, potem mora biti vaša misel skrajno disciplinirana. Če ni, potem ste na poti, ki prej ali slej preprosto ne vodi nikamor. Zdaj pa sledi psihoanalitični komentar k temu uvodu. To je uvod k Platonovi ideji, da se ne more ukvarjati z filozofijo nihče, ki se ne spozna na geometrijo oziroma matematiko. Psihoanalitično nadaljevanje je absolutno nujno. Zato, ker nam najprej odgovori na neko vprašanje, ki je v samem jedru zamisli o človekovi, o naravi, bolj natančno rečeno, o naravi človekove zavesti. Gotovo je potrebna zavest, da bi razumeli to, s čimer smo se srečali. In ta zavest, kot rečeno, ima več kot en problem.
ta zavest ima po definiciji več kot en problem. V njeni naravi je več kot en problem in v njeni naravi je zmožnost, da se ne ukvarja nujno s temi problemi. Osupljivo pa je, in tudi to terja odgovor, da se zavest praviloma ne loti teh problemov, ki jih je, kot rečeno, več kot eden. Praviloma se tega ne loti. Ni nujno, da bi se, in praviloma se ne. Samo včasih se. In vprašanje je, zakaj samo včasih? Zakaj se ne loti pogosteje? Oziroma, kako je mogoče, da lahko rečemo, da ni nujno, da bi se s temi problemi, ki so notranji sami zavesti, ukvarjali. Ta vprašanja so izjemno aktualna. Morda se zdijo abstraktna, vendar niso. Izjemno aktualna so med drugim tudi zaradi tega, kar sledi v nadaljevanju. Pred psihoanalitičnim komentarjem k uvodu bi rad dodal dve opombi pod črto, tako rekoč. Prva opomba je, kot rečeno, izjemno aktualna in se nanaša na nek odziv, na nek moj odziv na zadeve, s katerimi ste se tudi vi srečali ravno ne, ste jih pa slišali prek medijev danes in včeraj. In to so tako imenovani hekerski napadi, ki so se zgodili v 150 državah sveta, na 75 računalnikov so pikirali in tako naprej in tako naprej. In včeraj in danes ste lahko slišali množico strokovnjakov in komentatorjev in politikov in drugih, ki so se seveda odzvali. No, meni gre pri tem v glavnem na jok. Pri njihovih odzivih mi gre na jok oziroma me spravlja v depresijo. To, kar poslušam. Ne poslušam namenoma, ker je moj čas dragocen in me prav malo briga, kaj imajo oni o tem povedati, ampak poslušam zato, ker živim v svetu, kjer se ne moram ogniti tem komentarjem. Zakaj mi gre na jok? Nek znan slovenski minister, takoj boste po moje ugotovili kateri, je dejal danes. To je zanimiva izjava, na vse zadnje, ker moramo skrbeti za svoje mentalno zdravje in se moramo opirati depresiji, ker depresija ni, biti depresiven, to je lup. Ker tega se malo opira. Torej, ta znani slovenski politik, minister, je dejal vsaj dvoje. Vsaj dvoje, proizvede torej vsaj dva simptoma, če lahko rečem že malo vnaprej, in bo zelo hitro jasno, da sta to res dva simptoma. Najprej je rekel, da je ta hekerski napad nekaj resničnega, da se je res zgodil in da se to ne dogaja samo v filmih. Tako bilo rečeno. Lahko preverite. Ok. Torej, za nas, ki se ukvarjamo z filmi zelo veliko, je ta izjava zelo dobra. Namreč, če ste gledali, ali pa če bi, samo 5 minut neke serije, o kateri sem tudi že govoril tukaj, in to je serija z naslovom I, Robot. Jaz, robot. Če ste gledali 5 minut te serije, a ste jo?
Ali je kdo? Škoda cajta gledati. Vi ste? Ne, nisem. Ne. Ok, no, hvala. A ja, ok. No, jaz ne mislim, da je škoda gledati. Če bi gledali to serijo, potem bi videli, da ima omenjeni minister na nek čuden način celo prav. Oziroma, obstaja jedro resnice v njegovem izjavljanju. Namreč ta serija je nastala že pred časom, vam do potankosti razloži, zakaj mora do takega hekerskega napada, kot ga imenujejo, priti. Razloži vam nujnost, zato je to treba gledati. Noben ne zguba časa. Govorimo o nujnosti, zakaj se to mora zgoditi. In da se je to zgodilo, kar se dogaja, in mogoče bo jutri napad še hujši, oziroma še bolj trdoraten, je torej mnogo bolj globalno, kapitalistično, sociološko in celo ontološko dejstvo, kot pa si misli omenjeni minister. Ta film, ta serija, ne samo, da ni nikakšna izguba časa, ampak je dobra sociološka analiza sveta, v katerem živimo avant la lettre. Se pravi, je nekaj, kar deluje tako rekoč preroško. Tako kot so številni filmi, recimo 90-ih letih prejšnjega stoletja, jasno napovedali in to zelo slikovito poudarili, kaj se bo zgodilo s svetovnim trgovinskim dvojčkom 9. septembra leta 2001. Zelo jasno je bilo to rečeno, nekaj let prej. 9. ja. Ne, 11. Sorry, 11. ja. Hvala, ja, ker 9.11. Američani napišajo pa 11.9. ja, ne 9.11. pa je ne 9. Skratka, 11.9. imate prav, ja. In v tej seriji, ali pa če bi gledali še eno drugo, z naslovom Black Mirror, oziroma Temno zrcalo, ok, tudi to ni izguba časa. To je Charlie Brooker režiral. Ja. To je dobro videti. Zato, ker boste spet vnaprej videli, kaj vas čaka jutri. Pa po jutrišnjem pa čez, ne vem, 2 meseca. Vsaj to, če je to kakršnokoli tolažba. Dobro, to je prvi simptom, ki ga proizvede ta minister, ki morda ne ve, da so nekateri filmi bolj realni od realnosti, ki v vsakdanjem življenju živimo, in da to ni nobeno naključje. On to ni gledal. Prosim? On to ni gledal. Kdo ni gledal? Minister. Ne. Ne. Minister ni gledal, pa tudi če je gledal, vprašanje, kako se je učil. Jaz ne verjamem, da je možno, gledajoč neko serijo, napovedati prihodnost. Odnosno točno vedeti, da se bo to in to zgodilo. Ja, kako so lahko napovedali, kaj se bo zgodilo 11.9. To noben ni napovedal. Sigurno. To ni možno. 10 let prej je bil narejen načrt. Popolnoma jasno je, in to, gospod, ni stvar verjetja, to je stvar vednosti. In najbrž ne boste trdili, da ni mogoče napovedati, da bo jutri tork. Pa da bo po jutrišnjem sreda. Torej, ravno nasprotno, živimo v svetu, in s tem smo danes začeli, v katerem so zadeve okrog nas, zadeve, s katerimi se ukvarja naša zavest vsak dan, zelo natančno določene in določljive. Ker če ne bi tako bilo, bi svet razpadel, oziroma sploh ne bi mogel nastati in the first place. Svet je zelo predvidljiv, hvala Bogu. In z natančnostjo lahko povemo,
kdaj bo lunin mrk leta 3500 žblja let. V sekundo vemo, kdaj bo popoln sončni mrk in tako dalje in tako dalje. Brez skrivnosti. Svet, v katerem živimo, je mnogo bolj precizno določen, kot bi očitno radi. In mi to lahko vemo. In imamo orodja, s katerimi to spoznamo, imenuje se znanost. Da so nekatere zadeve take, da jih lahko napovemo samo z verjetnostjo, ničesar ne spremeni. Mi natanko vemo, s kakšno verjetnostjo se bodo kakšni dogodki zgodili. Mi natanko vemo, kaj se dogaja v kvantnem svetu. Tudi ko govorimo o verjetnosti, vemo, kakšna je. Mi točno vemo, s kakšno verjetnostjo bo elektron tamle. Mene skrivnosti ni. O tem govorimo. Svet je zelo precizno določen. In da umetnost tega ne more napovedati, prav tako ne bo držalo, se ja imenujemo procedura resnice. Umetnost razumem kot procedura resnice, se strinjam z Alenom Badioujem. Gremo naprej. Drug simptom, ki ga proizvede ta isti minister, je tale. Reče namreč, da je seveda ta napad zločinsko dejanje, ki nas opominja, da bomo morali še več časa in denarja in vsega drugega posvetiti varnosti. Zdaj, kot rečeno, vsakdo, ki se je vsaj malo resno kdaj ukvarjal z matematiko, vsakdo, ki je gledal recimo omenjeni seriji vsaj 5 minut, z lahkoto pride do tega sklepa. Vsak sistem, vsak kod, vsak matematični zapis, ki je potreben za oblikovanje takega programa, virusa, ki napada računalnike in tako dalje, ima prvič matematično ozadje. Brez matematike ne morete napisati nobenega programa. Kar pomeni, da če imate dovolj znanja, vsak tak program tudi prepoznate, oziroma če je kodiran, oziroma če zna kodirati ali pa transkribirati, kot bi mogoče rekel Freud, vaše zapise, spravi računalniški zapis na vašem računalniku, ga je po definiciji mogoče tudi dekodirati. Ne obstaja zapis, ki bi nekaj kodiral, da tega zapisa ne bilo mogoče odkodirati. In ne obstaja sistem, pa ne gre za računalniški sistem, ne gre za Windows zaradi mene, ali pa katerikoli drugi sistem, ne gre za družbeni sistem, ne gre za sistem organizacij, ustanov, institucij ali pa kaj šestega. Ne obstaja sistem, ki ima strukturo. Če nima strukture, pač ni sistem, po definiciji. Torej, ne obstaja sistem, ki ne bi imel, kot se temu reče, Ahilove tetive oziroma šibke točke. Ne obstaja. Vsak sistem je zgrajen na določen način in lahko deluje, če gre za virus, naprimer, samo tako, da se ohranja, da se ponavlja, da se obnavlja. In nujno pri vsakem takem ponavljanju oziroma obnavljanju pride do napak. To velja za recimo, genetski sistem ali pa zapis, za genske sekvence, zaradi česar nastaja mutacije in velja za vsak drug, kakršenkoli kodiran
zapis. Kar zopet pomeni, da nikoli nihče ne bo mogel ustvariti takega varnega sistema, da ne bi nekdo drugi mogel udreti v njega. To po definiciji, ne glede na to, koliko imate teh resursov, denarja, pa koliko časa boste posvetili varnosti. Zato je to simptom, ki ni nič drugega kot poskus, da bi ali preplašili prebivalce, ljudi, oziroma da bi nagrabili še več kapitala, češ potrebujemo ga za to, da bomo še bolj varni. In mnogo bolj kot oba ta simptoma je pomembna analiza oziroma dekonstrukcija obeh simptomov. Kaj ti simptoma, ki jo proizveje omenjeni minister, imata funkcijo. Oba simptoma imata neko funkcijo. In ker imamo dovolj psihoanalitičnega znanja, znamo to funkcijo prepoznati, oziroma jo interpretiramo, oziroma jo razložimo. Medtem ko tisti, ki proizvaja simptome, v tem primeru je pač to ta minister, ne zmore razumeti logike, ki mu omogoča samo proizvodno simptomov. Se pravi, kdor proizvaja simptome, zgolj proizvaja simptome. Jih niti ne razume, ne zna jih odkodirati, ker simptomi so kodirani, kot pravi Freud. Niti ne razume funkcije samih simptomov. Se pravi, ne zna odgovoriti na vprašanje, čemu. Zakaj nekdo proizvaja simptome. No in to zdaj že jasno kliče po psihoanalitičnem komentarju. Ampak to je samo ena zadeva, zaradi kateri mi gre na jok. Obstaja še ena druga. Druga zadeva, ki je ravno tako izjemno aktualna, je pa tale. Včeraj zvečer, lahko bi bilo pa tudi predvčerajšnjem, ali pa še prejšnji dan, ali pa ni važno, kateri dan prej, včeraj zvečer, če ste gledali tale dnevnik, prime time, 7 zvečer, televizija, Slovenija 1, dnevnik. Osrednjo, tako se imenuje, tega si nisem jaz izmislil, osrednjo dnevno informativno vdajo. Osrednjo, se pravi, najbolj pomembno, glavno, ključno in tako dalje, in tako dalje. Zdaj to pa gledate. Vem, da je izguba časa, ampak če to gledate, jaz vsake kvatre gledam zato, ker moram, zato da imam pol material za predavanje. Če to gledate in včeraj sem gledal, pa mogoče tudi kdo od vas, če naredite zelo preprosto shemo oziroma analizo, samo časovne razporeditve, pravi, koliko časa v tistih 20 minutah namenijo, to je osrednja vdaja, prosim še enkrat, to je osrednja, glavna. Ni neka marginalna, zblojena, zbluzana, nepomembna na nekem mediju. To je pomembno, ok? Celo ena se imenuje. Ugotovite tole. 20 minut, približno 20 minut. Najprej je, zdaj govorim na pamet, ker res nisem štoparco stal zraven, ampak to ne spremeni ključnega dejstva, ki ga bom povedal na koncu. Najprej je nekih 5-6 minut namenjeno, če bi zdaj malo parafraziral čemu, potem bi rekel takole. Obstaja neki okravateni Joža, ki je nekaj naredil drugemu okravatenemu Jožetu in ta je ukradel Pepetu ne vem kaj. Zdaj to sam zamenjajte, ta bankir, član ne vem katerega nadzornega sveta, ne vem kateri, mogoče za ilustracijo, ta je najboljša. En gospod iz Primorske univerze, neki rektor obstaja. Veste, kaj je izjavil? Ne vem, da veste. On je izjavil takole, ko ga ženska obtoži spolnega nadlegovanja, ko sodišče reče, da je kriv in da mora plačati nek denar, on reče,
Ne, še jaz, to univerza naredila. Se univerza toži za mene. Gospod je, torej, če je rektor, mora biti akademik, po definiciji, mora imeti doktorat znanosti in bla, bla, moraš biti rektor. No, pa še boljš. Pa še boljš. To je prvih tistih 5-6 minut. Pol sledi spet enih 5-6 minut, reče schematično, enega razpravljanja, zakaj je ena gospa nekaj naredila, ker je bila pred leti v ne vem kateri inštituciji, pošla pa v eno drugo inštitucijo, pošla pa v eno tretjo, zdaj pa na primer upokojena in kako bi se ona zdaj spomnila, kaj se je zgodilo oktobra leta 2013 v neki banki. In potem me sprašuje novinar to, pa uno, pa tretje, to, da ne vpraša, ne vem, koliko ima številko modrca, ampak je takega. In to je prime time, ne? To je glavna vdaja v nedeljo zvečer, ti gledaš in rečeš, ok, zdaj imam jaz kakšne kognitivne težave, ampak v čem je zdaj štos, da jaz to poslušam? Zakaj bi to moral zdaj poslušati? In tako dalje. In potem še enkrat in še enkrat in še enkrat. Potem pa zadnjih 20 sekund preverite. Lahko preverite, na MMC-ju itak je to shranjeno. Zadnjih 20 sekund pa reče voditelj oddaje, da so tako, reče, kot da ga je malo sram, kot da je malo naroden, reče, da so ne vem kateri znanstveniki rekli, da bo letos še kar vroče. Ok, to je konc. To so reklame. In zdaj človek z povprečnimi kognitivnimi zmožnostmi si mora misliti vsaj tole. To je zelo preprosto, to bi vsak otrok si lahko mislil. Ono prvo je zelo pomembno in ono drugo je zelo pomembno in do 19,5 minute je vse silno pomembno. Ta zadnja informacija, ki je čisto na koncu, se pravi, je najmanj pomembna in je tudi najkrajša. 20 sekund, koliko pač potrebujete, da rečete 2 stavka. Je pa, kolikor je po eni strani videti ali pa slišati trivialno, je pa v resnici hudičavo, resna. Kaj ti? Če pa greste pogledat na internet, kateri znanstveniki so to izrekli, ker so res izrekli, in jih je ta gospod zgolj tako nakratko citiral, in če pogledate kontekst, znotraj katerega je bilo to rečeno, in če pogledate matematične zapise, ki jih uporabljajo znanstveniki za napoved, so zelo natančne zadeve. Zelo natančne zadeve. Za napovedovanje, recimo, podnebnih sprememb do leta 2021 ali pa do leta 2026 in tako naprej. To so zelo natančne zadeve. Zakaj? To, ker je zadnja matematika. Ker tudi, če je podnebje kaotično, kaos je izjemno natančno določen. Ljudje ne razločijo pogosto kaosa od nereda. Kaos ni nered. Ni res. Kaos je natančno določen. In ker poznamo matematiko kaosa, lahko napovedujemo, kaj se bo s kaotičnimi sistemi dogajalo. Ni res, da ne moramo. In v tej luči, se pravi, če pogledate te empirične podatke, vidite, da se z podnebjem na tej zemlji dogajajo zelo radikalne, imenujemo jih abruptne, nenadne, skokovite spremembe, ki so izjemno dramatične. So dramatične. Prepričate se sami. Jaz ne bom zdaj o tem govoril, ker to ni moj današnji namen. Torej, 2 zadevi, upam, da sem bil zelo jasen, za katerih mi gre na jok v tej deželi. Zdaj pa psihoanalitični komentar, ker ga terjajo te zadeve. Če izostane, če se lotimo tega komentarja, potem pravzaprav ne moramo pojasniti, zakaj se to dogaja. In ta psihoanalitični komentar je hkrati tudi prispevek k temu, kar je v naslovu današnjega predavanja, in to je Humeov paradoks. Pa mogoče najprej
artikulirajmo sam paradoks, kot ga je oblikoval škotski filozof v 18. stoletju, David Hume. David Hume je, ne vemo, ali je prvi ali ni prvi, ali je eden prvih ali ne, od ljudi, ki so se lotili takega paradoksa, gotovo je pa eden prvih, ki je to zapisal. Namreč tak paradoks, zato je tudi dobil naziv po njem, Humeov paradoks. David Hume torej razmišlja o naravi človeških bitij in o tem, kar imajo ljudi med seboj. Zanima ga, kako ljudje živijo skupaj, kaj vse se mora zgoditi, da občestva obstanejo, da se ljudje čist do konca ne pobijajo med sabo, že tak se, ampak da se čist dokončno ne. In to ga fascinira. Ga fascinira zlasti, pa ga fascinira tole. In pravi, oziroma vpraša se, zakaj ljudje, posamezniki, prenašajo oblast nad seboj? Zakaj prenašajo oblast, če pa je mogoče dokazati, da imajo vso oblast v rokah oni sami? Zveni paradoksno in tudi je, zato se tudi imenuje Humeov paradoks. Seveda je David Hume vsaj približno 200 let pred Michelom Foucaultem opozoril na neko zagato, na nek izjemno zapleten, kompleksen problem. Namreč, če nad ljudmi izvajajo fizično nasilje, recimo, če vklenajo sužnje, jih odpeljajo na polje bombaža, obdajo z pazniki, ki jih tepejo in od njih zahtevajo, da obirajo bombaž ali pa jih bodo postrelili, potem ni težko ugotoviti, zakaj se sužnji obnašajo na predvidljiv način, namreč obirajo bombaž. In probajo biti čim bolj tiho oziroma čim bolj pokorni in poslušni in podredljivi, skušajo biti, ker želijo ohraniti vsaj gola življenje. In težko ugotoviti, ker so razumna bitja, čeprav jih nimajo za razumna bitja, se razumno obnašajo. Če mi s pištolo merite v glavo in zahtevate, da nekaj naredim, je najbolj racionalno, da poskušam tisto tudi narediti, če res zmorem. Če sem v položaju, da to sploh lahko naredim. To je zelo razumno. Pustimo zdaj detajle, ampak na prvi pogled je to zagotovo razumno dejanje. In Hume je to jasno. Bolj težko pa je odgovoriti na vprašanje, zakaj se ljudje obnašajo predvidljivo, oziroma zakaj prenašajo oblast tudi takrat, ko niso neposredno, niti prisiljeni, niti ogroženi. Ljudje se obnašajo na, torej, prvi pogled spet predvidljiv način, ampak Hume se sprašuje, ali je to res najbolj razumno. Ono prvo zagotovo je. To drugo pa morda ni. Ali pa vsaj terja dodaten razlog, oziroma dodatno razlago, oziroma dodatno interpretacijo. Zakaj se ljudje tako obnašajo? In seveda, ob tem je treba tudi odgovoriti na vprašanje, zakaj Hume niti kaj dosti ne razmišlja, ko reče, da imajo vso oblast v rokah ljudje. Ker ve, in tudi mi vemo iz zgodovine, velikokrat se je zgodilo, da so se ljudje upirali in končno tudi uprli in zažgali grad komu ali pa koga nasadili na sulico ali pa sprožili francosko revolucijo in tako dalje, tako dalje. Zdaj, Hume je popolnoma jasno, da ljudje, če obstajajo določeni pogoji, sesujejo vsako možno oblast. Pravi, da oblast mora na nek način računati oziroma izhajati iz nekega spoznanja o človekovi naravi. Mora izhajati, preprosto mora delovati tudi takrat, ko je čista brutalna, groba sila. Tudi takrat, celo takrat oblast ve, da bodo ljudje kar nekaj časa, morda celo dolgo časa,
prenašali tudi čisto brutalno nasilje, fizično nasilje, bičanje, pretepanje, krvavenje in tako dalje. To vemo in to oblast ve. Zdaj, obstaja nekaj v naravi ljudi, ki jim omogoča, da prenašajo sorazmerno dolgo časa tudi neposredno, fizično, brutalno, surovo izživljanje in nasilje nad njimi. Kaj šele, ko takih brutalnih oblastnih mehanizmov ni nikjer na obzorju, pa se ljudje ponovno obnašajo na predvidljiv način in prenašajo oblast, čeprav ima pač drugačno obliko. Jih ne tepajo, jih ne mučijo, pa vendarle izvajajo oblast in mi vemo, da gre za oblast. In seveda, če bi se ljudje uprli, zlasti pa če bi se v velikem številu in hkrati ali pa zelo kratkem času, zdaj ni oblasti na tem svetu, ki bi še lahko delovalo. To je human jasno. Ok. Zdaj pa gremo k pogledati, kaj lahko k temu doda Freud. Freud je skozi svoje življenje in spet vam se ni treba ukvarjati z branjem Freuda, ker vam to vzame kar nekaj let. Branje Freuda ni tako kot eno serijo. Eno serijo, polko je dol potegnete, to pogledate v 2 dneh. Če gledate Noč in dan. Freuda pa ne morate prebrati v 2 dneh. Ni šans, noben način. To je toliko knjig. Ok, no ampak, ker sem jaz to naredil, vam pač lahko zdaj postrežem z dvema, to sta, lahko bi rekel, da sta to 2 rdeči niti. Obstajata 2 rdeči niti, ki se vlečeta skozi Freudova dela od leta 1886 od aprila leta 1800, zelo natančno, določljivo, zelo natančno, ker Freud takrat se čisto uradno začne imenovati, torej se imenuje psihoanalitik in lahko greste k njemu na kavč ležati. Od takrat naprej, pa do septembra leta 1939, kar je več kot 53 let. Več kot 53 let, več kot pol stoletja se vlečeta vsaj ti 2 rdeči niti, o katerem zdaj spregovoril. In to je supljivo, izjemno, tudi intelektualno, je kognitivno izjemno, vznemirljivo, celo bi rekel, da je v tem neka določena strast, ko berete Freudova dela in spremljate ti 2 rdeči niti, najprej morate seveda prepoznati, potem pa sledite, kaj pravzaprav pomenita, skozi kaj se vlečeta obe rdeči niti. Prva je začetni odgovor, pravzaprav, ja, prva je začetni odgovor na neko vprašanje, s katerim se ni srečal prvi Freud, ampak so se številni ljudje pred njim ne samo srečali, ampak se tudi ukvarjali, poskušali priti do kakšnega dobrega odgovora. Namreč, to je, kaj je v človeku, v njegovi notranjosti, karkoli že to je metafora. Tisto, kar je najbolj človeško. Kaj je tisto, česar ne smemo odšteti, ker bi potem izgubili samega človeka, se pravi samo človeškost človeka, človečnost človeka. Če človek nima ene roke, je že zmeram človek. To je očitno. Če nima obeh rok, je že zmeram človek. Torej, kaj je tisto, česar pa ne sme izgubiti, ker potem preprosto ne bi bil več človek. To je začetno vprašanje. Začetno, torej, tam v času, ko je Freud v Parizu, se pravi jeseni in potem spomladi, jeseni leta 85 in spomladi leta 1886, kliniki Saint-Pétrier pri Jean-Martin Charcot. In prvi odgovor, ki ga Freud artikulira tako rekoč nekaj mesecev potem, ko pride. Oziroma, če berete njegove pisma, primer Marti, Zrčenki,
če berete njegova pisma, potem že vidite, da sluti odgovor na to vprašanje. In to je nezavedno. Nezavedno. Nezavedno je tisto v človeku, kar ima dvojni status. Kar ima dvojni status. In sicer, in to je bilo, na začetku je bilo to šokantno spoznanje, zato je tudi Freud plačal visoko ceno, ker so ga zbrcali iz akademije. Takoj. In dobesedno so se mu odrekli. Dunajski zdravniki so se mu odrekli, češ, da so mu izmešali. Freud. To je leta 1886. Začetku. Torej, Freud je diskvalificiran, že ko je prvič odprl usta. Kaj ti? Nezavedno ima dvojni status. In tega marsikdo ne more še danes sprejeti. In sicer, po eni strani je seveda, kar je že čisto logično, zato pa je nezavedno. Nezavedno omogoča, da človek vara samega sebi. Po definiciji. Laže samemu sebi, da je razcepljen. Je njegova zavest o tem, kar je nezavedno, zato pa je nezavedno, ne vedi česa. In še to omogoča, da laže sama sebi. Kar bo 40 let kasneje Freuda privedlo do tistega znamenitega zapisa, da človek lahko ljubi iluzije celo bolj kot samega sebe. To je spoznanje, ki je na ravni Einsteinove enačbe, je en C kvadrat, če me ne vprašaj. Človek je edino bitje, ki lahko vara samega sebe. In ni nujno, da ve, da vara samega sebe. Oziroma je celo možno, da angažirano trdi, da ne vara samega sebe. In celo prepričuje druge, da ne vara samega sebe. To je gotovo usupljivo, če bi kdaj bolj kakšne analize, ali pa če se kdaj bolj ukvarja z analizami, potem ve, kako dramatične posledice ima to za življenja številnih ljudi. Ker spet, nobene nujnosti ni, da se človekova zavest, njegov jaz, tako dalje, sploh loti tega temeljnega problema, te temeljne zagate, notranje razcepljenosti. Kako je mogoče, da en del mene ve nekaj, česar drugi del ne ve in tudi noče vedeti? To je en status, ena funkcija. Nezavednega. Obstaja pa še druga. In ko mislite obe skupaj, je to res nekaj, kar vas lahko spravi po eni strani v depresijo, oziroma vsaj postanete pesimistični, po drugi strani vas pa lahko navdihuje. In to je zmožnost človeških bitij za etična dejanja. Zmožnost za najvišja moralna, neoporečna, etična dejanja, za najvišje standarde življenja, ko se človek lahko tistim iluzijam, za kateri so prej rekli, da jih lahko ljubi bolj kot samega sebe, lahko se vsem iluzijam odpove in lahko naredi dejanja, nad katerimi so navdušeni drugi ljudje še stoletja ali pa tisočletja, ali pa bodo na vekomaj se navduševali, zato ker so to univerzalna dejanja. Pravi, drugi status, druga funkcija mogoče je ta, da človek lahko, spet, ni nujno, preseže lastno identiteto, lastno partikularnost, ne da jo varuje, ščiti, neguje, razvija, skrbi za njo, tako kar je danes zelo popularno, ampak se ji kratko malo odpove. Da jo prepozna kot iluzorno, kot pravim, partikularno, kot nekaj, kar je v razmerjih z univerzalnim, vselej malenkostno, nepomembno,
narcisoidno, oziroma je kratko malo z vidika recimo preživetja, mogoče preživetja občestva, netrajnostno oziroma ne prispeva k ničemu, ne prispeva k preživetju občestva. V položaju, v katerem smo, v katerem je človeštvo danes, človeštvo kot celota danes, in spomnite se tistih 20 sekund, ko sem prej omenil včerajšnjega dnevnika, ki ne posveti več časa, če sploh še čas je, se vprašanje, če čas sploh še je, resnim analizam kaotičnih sistemov, ki tvorijo naše podnebje in spremembam, ki se dogajajo, zaradi katerih bodo morda, sem trdite, tako bo nujno, morda, sledeč znanstvenikom, ki o tem vedo več kot jaz, že čez nekaj mesecev katastrofalne. Ne sem, da bo malo bolj vroče, morda bodo katastrofalne. Mogoče ne bodo lih v Ljubljani, ampak gledamo z vidika celotnega človeštva. Torej, človek zmore taka dejanja in v svetu, v katerem zdaj živimo, v aktualnem svetu, bodo taka dejanja morda vedno bolj aktualna, vedno bolj pomembna, pravi, če se sploh lahko izvlečem. Zato jaz nisem navdušen ali pa nami ne naredim nobenega vtisa sodobno, postmoderno razmišljanje o tem, kako ni več nobenega heroja, nobenega junaka, danes smo vsi pač neki pocarji, luzerji, neki potrošniki, kaj in kva že vse, vsak na svoje mnenje, vsak neki svoje bluzi. To ne samo, da me ne navdišuje, pa znaš dekadence. Zanesljivo znamenje dekadence, ko so človek, ko so ljudje, ko so posamezniki, pogrezajo vsak vase in pač skrbi vsak za svoje fantazme, iluzije, mnenja, to pa zelo ljudje radi in tako dalje. Mi namreč živimo v svetu, v katerem se lahko zgodi, morda se lahko celo dokončno zgodi, da izgubimo samo idejo, sam koncept univerzalnega, da nas zanimajo samo še partikularnosti. Se pravi, moj majhen krog eksistence, moji drobni interesi, moje želje, moje potrebe, moje neko pač zadovoljstvo, kratkotrajno, za vse druge mi je pa vseeno. In težko boste temu ugovarjali, ker nas celoten način življenja dnevno k temu spodbuja, da skrbi vsak zase. Torej, Freud, to je prva rdeča nit, postavi, in to je pravi delič Kanta. To je čisto razsvetljenska gesta in z njo se Freud artikulira oziroma konstituira kot delič takih, recimo, razsvetljenskih idealov, kot jih je zagovarjal Immanuel Kant. Človek je zmožen in za eno in za drugo. S tem, da to prvo je strukturno nujno, torej človek se ne more znebiti nezavednega, ne more doseči, tako kot včasih se ponujajo razne oblike usposabljanja in izobraževanja ljudi, da boste odkrili svoje notranje pravo bistvo. To je nezavedno za Boga. Odkriti svoj notranji jaz, poznati samega sebe in tako dalje, pomeni odkriti svojo notranjo razcepljenost, ujetost v razcep med zavestjo in nezavednim, med razliko, torej ujetost v razliko med enim in drugim in tragično občutenje življenja, ki iz tega sledi, kaj ti nikoli ne bo bolje. Oziroma drugače. Oziroma po drugi strani, to, kar je navdušujoče. To pa ni nekaj, vidite dialektiko, to pa ni nekaj, če bi se hoteli znebiti, namreč morale in etike. Saj v našem najboljšem interesu ne more biti. Ampak zdi se, da bi številni ljudje naredili vse, da bi se znebili onega prvega, razcepa, dajmo se razsvetliti, da ne bo več podzavesti in nezavednega, da bomo, ne vem kaj, odkrili žargon. Medtem, ko to drugo, zmožnost za najvišje moralne in etične dejanja, se zdi, kot da je to dekadenca. To ni pomembno. Ti časi so minili. To je bilo včasih, ne bodite idealisti, treba je odrast. Kar pomeni,
treba je odrasti, danes pomeni, biti moraš egoističen, narcističen, egocentričen, po možnosti še tekmovalen, ambiciozen in probati pač poskrbeti za svojo rit po domači. To danes pomeni odrasti. In seveda potem se mnogi v tej državi kar mrgoli, zgražajo, češ, kakšna je današnja mladina in tako naprej. Ja, v takem svetu, v katerem je to zapovedano, kaj pa še bolj razumno, kot biti tak? Če te od malega vzgajajo, da je danes zelo pomembno biti, ne vem, podjetnim in podjetniki, ne vem, koga že nakopičati milijone. To so utopije, a veste. To je šele utopično. Ne morete nakopičati milijonov. Zakaj ne? Zato, ker tisti, ki imajo kapital, so vas že prehiteli. Preden vi rečete keks, so vas že po desni prehiteli. Ker se kapital pač kopiči v rokah tistih, ki ga vse že imajo. In pozicije, začetne pozicije, so vse take, da imajo eni kilometrsko prednost, da ne rečem svetlobna leta, pred drugimi. In zanimivo je, da se ponuja ideološke te nasvete, kako uspeti, ne unim prvi, unih ne rabijo. Oni so itak vse že uspeli. Ponuja se tem drugim. Capljajte za unimi, poskušajte jih dohiteti. Sej, če poslušate tudi, recimo, ekonomiste in mainstream politike, ko govorijo, jaz sem dovolj strd, da jaz to poslušam vse življenje. Že vse življenje, da bomo druga Švica. To je tako mantra, to desetletja za to ponavlja. In dlje, ko se odmikamo od tega, dlje smo tudi od Švice. A pa še zmeram, če bomo to naredili, pa če bomo pohiteli druga Švica, pa tako kot raketa, ki gre, vi greste z neko cizo, Švica gre pa z raketo. Ampak ne, mi jih bomo dohiteli, če bomo let. Prosim. A lahko malo bolj sam poveste, kako iz te razlike pride ta etična drža? Malo bolj. Ja, povem. Zdaj pa gremo, to je pa druga nit. Druga rdeča nit je Freudovo razmišljanje, ki se zopet vleče skozi desetletja. Razmišljanje, ki izhaja iz analitične prakse. Se vsaj njegove razmišljanje izhaja iz analitične prakse, ampak v tem primeru mogoče to še bolj pomembno poudariti. Iz analitične prakse namreč, kaj Freud ve? In vsak analitik ve. Mora vedeti. Zato, ker mora sanjati skozi to. Če ste šli kdaj skozi tak postopek, proces, analitičen proces, vsaj približno, vsaj, nekratko njih ne gremo, ampak recimo, da ste šli, potem sami iz svoje izkušnje, treba Freuda vprašati. Iz svoje izkušnje veste tole, da ko se vležete na kavč, kamor ste prišli prostovoljno, pomembno, nisem vas prevlekel veriga, ste prišli prostovoljno, kar že seveda veliko pomeni. Ste prišli prostovoljno Freuda na kavč, pomeni, da se vsaj zavedate, da imate resne težave v življenju in da pač želite, da vam nekdo pri tem pomaga, da bi jih rešili. Gotovo niste prišli tja na NPR. Ok. Kar je seveda že zelo veliko. No, ampak v trenutku, ko ste se ulegli na kavč in ko vam Freud pove pravila, kako analiza poteka, bla, 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 ste sami na svoji koži se čutili nujno tole, kar je prva od 5 dimenzij te druge rdeče niti, prva od 5. Namreč, začutili ste odpor. Začutili ste, da temu tujcu, neznancu, ki mu morate še plačevati, da vas posluša, pa še nič ne zine, glavno, ne želite čisto vsega povedati. Čeprav vam je rekel. Povejte vse, kar vam prije na pamet. Začutite odpor. Čutite odpor celo takrat, ko del vaše zavesti pravi, ne, treba se potruditi, zdaj, moram nekaj narediti v svojem življenju, zdaj sem prišel k Freudu, plačujem ga. Ne, je treba. Ne gre tako zlahka. Zato, ker je odpor strukturno nujen. Strukturno nujen pa pomeni, da se človek
Ne samo v luči tistega, kar sem prej povedal, da jaz ljubi iluzije celo bolj kakor samega sebe, ampak celotna struktura človekove subjektivnosti je taka, da vsaj ta zavestni del subjektivnosti teži k ohranjanju subjektivnosti. Ok, lahko da imam kakšne težave, lahko da imam kakšne probleme, mogoče sem kdaj malo čudaški, ampak veste kaj, nobody is perfect. Saj ste vi tudi. To vsakdo lahko reče. Vsakdo lahko reče, a ti pa kaj boljši. In če dobro pomislite, ko vam človek takega reče, vam je malo narodno, se pomislite, da sej pravzaprav ima čist prav. Seveda ima prav. Čeprav, to še ne pomeni, da se zlasti v javnosti ne poskušamo sprenevedati, češ, za nas pa to ne velja. Probleme imajo spet drugi. Čeprav hkrati vemo, da glih ni tako. Skratka, na delo je zelo zapletena, zelo zanimiva dinamika človekovega nanašanja najprej na samega sebe. Ampak gotovo je to tudi razumno, da človek želi ohraniti sebe takega, kakršen je, oziroma v najboljšem primeru, če grem recimo k Freudu, sem pripravljen na kakšno drobno, lepotno, neko drobno zadevo, da se zgodi, da se nekaj popravi, ok, to ja, ampak nekje globoko v sebi pa ne, pa želim ostati to, kar sem. To je spontano vedenje človeških bitij. In Freud to ve in pacienti to vejo. Zato je dobro pogledati, kako je s temi z naravo teh odporov, ki so strukturno nujni. Se pravi, odpori, ki so po eni strani so torej preživetveni, so razumni, odpori, ki v končni fazi so včasih zelo na mestu. Če recimo ljudje, recimo otroci to čutijo. Otroci čutijo, ko jih starši priganjajo, da bi se spremenili in otroci se upirajo. Ker nekatere zahteve staršev so popolnoma nerazumne, so zblojene, nekatere so celo nore. In otroci se temu upirajo. Kar je dobro. Veste, to, kar starši pogosto prepoznajo kot trma, pri otroku v resnici ni trma. Ampak je razumen odpor pred nerazumnimi zahtevami staršev. In težko mi bo kdo govarjal, da ne obstajajo številni starši, ki imajo popolnoma nore zahteve do svojih otrok, ki jih pohabljajo. On pa pridejo čez 15 let k analitiku, ti otroci name, starši redko pridejo. Torej, kako je s temi odpori? No, in Freud jih analizira skozi vse svoje življenje in bolj, ko gre njegovo življenje proti koncu, globlje oziroma bolj trdovratne odpore odkriva. Prva oblika, skoraj bi rekel, najbolj elementarna oblika odpora, ki ga človek lahko nudi spremembam, po definiciji gre za spremembe in odpor proti spremembam je potlačitev. Potlačitev je mehanizem, ljudje tudi včasih tega ne razumejo, pa mislijo, da so obrambni mehanizmi, jaz sem rekel obrambni mehanizem, kar ni čist res. To je Anna Freud potem mislila, Freud ni govoril o tem, to je njegova hčerka. Potlačitev ni nikakršen obrambni mehanizem. Potlačitev je nekaj drugega. Po eni strani je nujno, da človek določene vsebine, ideje, spomine, izkušnje in tako naprej drži proč od sebe, ker drugače mu zmeša. Preprosto nujno. Zdaj, potlačitev ni nikakršen obrambni mehanizem, ampak je oblika odpora, ki ima to plat, ki sem jo zdaj opisal, zapravi, ki je pozitivna, ki je dobra, ki je fajn. Z določenimi zadevami se kratko malo ne ukvarjamo. Držimo jih proč od sebe. Naj bodo tam, kjer so. Naj bodo nezavedne, naj bodo intimne in nikogaršne zadeve to niso, oziroma nikogar to ne sme brigati. Celo nas same ne. Včasih je to zelo očitno, ko vidimo
pri človeku, da potlačitev ne deluje dovolj dobro. Se stalno vračajo ene slabe vsebine, negativne, celo traumatične v človekovo zavest in prinašajo samo trpljenje. V tem smislu zagotovo nisem zagovornik tistih idej, ki jih nekateri širijo, češ da, ne vem, odvrzimo vse, premagajmo vse tabuje, odvrzimo vse spone in verige in se osvobodimo in tako naprej. To je čista nočna mora. Torej, tukaj sem na strani Freuda in sem konzervativen. Nekatere zadeve ne bomo čisto nič osvobajali, ker tam ne bodo. In se z njimi sploh ne bomo ukvarjali, ker nas samo matrajo, če bi se. Seveda, obstaja tudi druga plat tega istega mehanizma, se pravi potlačitve, ki pa včasih pa deluje kot nepotreba oziroma kot neracionalni odpor. Včasih. Ampak treba vedeti, kdaj. Ko je pa ta odpor, pa treba premagati. Ko se pa človek upira tudi takim spremembam, ki so pa pravzaprav v njegovem najboljšem interesu, samo da on tega ne ve. Torej, ko govorimo o potlačitvi kot prvi obliki odpora, je treba natančno vedeti, kdaj odpor premagati, kdaj ga pa treba ukrepiti. To je prvo. In Freud ve, prepoznava pri svojih pacientih, kako ta odpor deluje in Freud govori o odporu. Obstaja tudi odpor pred, v tem Freud spregovori proti koncu svojega življenja, obstaja odpor, ko gre o negativni terapevtski reakciji, celo obstaja odpor pred zdravjem. Freud nekaj zapiše, bolj ko je pacient zdrav, bolj se zdi, kot da noče ozdraviti. To so zelo dramatične zadeve. Veste, tudi včasih se to vidi, kaj so pri kakšnih, naprimer, pri kakšnih parih, ko ni nujno, da zdaj to žena, lahko je, ni nujno, lahko tudi mož, seveda, ki ustraja v odnosu, naprimer, ki je očitno destruktiven, ki oba potiska v eno stanje norosti, agresivnosti, stresa in tako dalje, pa eden ali pa morda celo oba kar ustrajata v odnosu. Ko je očitno, da je za oba škodljiv, ampak se zdi, če bi pogledal kot naiven opazovalec, se zdi, kot da želita ustrajati v tem odnosu. Bi se človek vprašal, ala David Hume, zakaj človek ustraja v takem odnosu, če pa za aviona se vidi, da je destruktiven. Za oba. Ali bi bilo bolje, da gresta narazen, da rešita lastno duševno zdravje, pa najdete pač boljšega partnerja, če smo že ljudje tako narejeni. Ampak včasih je videti, še enkrat pravim, kot da to ne gre. In je tudi ta odpor, recimo odpor, ali bi se ločili od svojega moža, žene, in tako naprej. Ja, mogoče, ampak mogoče pa tudi ne, vse, če dobro pomislim, vse on ali pa ona, vse tako slab človek, pa spet ni, to lahko, ni nujno, še enkrat povdam, lahko čisti odpor. Čisti odpor spravi, ne, nočem iz tega odnosa, čeprav je destruktiven. Ja, vem, da je destruktiven, strinjam se, da je destruktiven, ni mi koristno, ni mi fajn, srce mi kaj nekaj utripa, pritisk imam, glava me boli, pa pod stresom sem ves čas, ampak iz toho pa ne bi. No, recimo, tak primer. Torej, to je prva oblika. Druga oblika je neposredno razvidna, že iz tega, kar sem zdaj na koncu povedal, in to so tako imenovane sekundarne koristi. Sekundarne koristi, ki jih lahko ima človeško bitje, tudi takrat, ko objektivno trpi. Sekundarne koristi. Od trpljenja koristi ne morate imeti. Sekundarne koristi so možne. Se pravi, za vsake posameznika so lahko malo drugačne. Posameznik najde neko svojevrstno uteho, nekakšno pomiritev, na nek način se zasidra v enem polju v svojem življenju in
ustraja in se noče premakniti. Čeprav spet pravim, je tisto njegovo življenje zaradi tega destruktivno, lahko je celo samomorilno, avtodestruktivno, očitno, torej mu je v škodo, temu lahko dodate razne droge in tako dalje, ali pa vse en preveliko telesno. Milijon stvari je, ki lahko delujejo kot sekundarne koristi, ki se jim človek ni pripravljen odpovedati. Spet, strinja se z vami, da mu ni dobro, da bi se želel boljšega življenja, ali pa da je včasih že bilo bolje, pa mogoče bilo pa zdaj spet, pa vendar, potem sledi tisti, pa vendar, vam sporoča, jaz bi vse nekako tukaj vstal. Ali pa, ker je nemogoče, mogoče bi jaz vstal tukaj, vi pa sam tako naredite, da bo tisto slabo šlo stran. To imajo tudi ljudje radi. Dobro bi jo nekako ohranil, slabo pa da mu odrezati. Ne, v tem primeru gre samo vse ali pa nič. In seveda, zato tudi je tak odpor, pa take odpore, zaradi sekundarnih, naknadnih koristi, zelo težko premagati. V končni fazi človek, preden se odloči, da gre nekam, neko analizo, je lahko imel take sekundarne koristi leta dolgo. Lahko navajen na njih, lahko mu pomenijo zelo veliko. In se jim ne želi odreči. On bi se odrekel trpljenju, ampak če moram s tem žrtvovati še te sekundarne koristi, bom še enkrat premislil, naj ne. Ok, zakaj zdaj bom tle? Analizi. Tega ne rečete se. Čeprav včasih pa mogoče biti. To je druga oblika, začetna, če sledimo Freudu, odpora, da bi se karkoli spremenilo. Tretja oblika je vezana na to, kar imenuje Freud Übertragung, se pravi transfer. Transfer. Zdaj, če dobro pomislite, transfernih odnosov ljudje lahko vzpostavijo svojim življenjem, kakor hočete. Transferni odnosi so možni, recimo odnosi do najrazličnejših vodij, ki si jih ljudje izberejo. So to verski voditelji, so politični voditelji, kakšni drugi voditelji, ki jim ljudje preprosto sledijo. Drugo ime za transfer je pravzaprav ljubezen. Zato je vodja vedno ljubljeni. Lahko je tudi sovraženi, ampak na začetku je praviloma vodja je ljubljen. In to, tak transferni odnos do, naprimer, nekoga, ki ga postavimo kot svojega vodja, to ljudje naredijo. Transferni odnos do njega seveda pomeni izrazito ločevanje med tem, kar je značilno za vsakdanje življenje, politično življenje, se to ve tudi v tem prostoru, namreč delitev na naše in vaše. Pri čemer so naši vedno dobri, vaši so pa zmerno zblojeni. To je tipičen način razmišljanja skozi transfer. Ker naši imajo seveda tudi svojega vodja, vedno je nek vodja tam, nek glavni, neka figura transferna, vedno. In v odnosu do njega, ali pa te politične opcije, ali pa religiozne dogme, ali pa česarkoli hočete, se vedno torej postavi ostra ločnica. Tole je naše, to je naš vodja, to je naša ideja, to je naš projekt, to je bla, bla, bla. Potem je ločnica, tisto, kar je pa vaše, je pa zmeraj slabše, je noro, je neumno in tako naprej, in seveda to neposredno vodi lahko tudi v spopade in tako dalje. Ampak najbolj, kar pa je torej spet odpor. Jaz nisem pripravljen temu odpovedati. Transferja. Ker potem izgubim, ne vem, pripadnost tej skupini, vodjam nas ima rad, od tega imamo lahko cel kup koristi, itd. Velik del politike na tem sloni, na izkoriščanju človeške patologije. Na izkoriščanju zmožnosti človeških bitij, da ljubijo vodje. Jih izberejo in se jih držijo. Veste, ko vam ponujajo tele, včeraj sem to gledal, včeraj sem pač gledal, ker sem vedel, da moram gledati, da bom to danes lahko povedal. Neka lestvica priljubljenosti je, pa vam pokaže te obraze, ker so zmeraj isti. A se so potočili, pa dobro, a ni v Sloveniji več kot 20 ljudi, ki bi bili lahko priljubljeni. Vedno 20 istih, ki si ne pogledate. Pa so zraven neke številke, 3,72, pa 3,45, pa kdo je izpadel, pa kdo je pa gor prišel. Ampak
pogledate to v 2 letih, pa vidite 20 ljudi, kaj pa ostali 1.999.980, kot da imamo samo 20 ljudi v Sloveniji, ki so priljubljeni. Dobro, vse vem, da se pol to skrči, ampak vseeno princip deluje na tam, kot je čista patologija. Izkoriščanje človeške zmožnosti za odpor, potem, ko se enkrat prepopaš na nekaj, kar je naše. Naša stranka, naša politika, naš projekt, naša vizija, vse veste, drill, poznate, kaj se vidi. Ok, to je tretja oblika, torej odpora, da bi se karkoli spremenilo. Se pravi, odpori, zdaj že vidimo, odpori omogočajo človeškemu bitju, da ali se nikamor ne premakne, hoče ostati tam, kjer je, ali pa da poskuša nakopičiti več istega. Če bodo naši prišli na oblast, pa bomo poskrbeli, da bo več, ne vem česa, in boste imeli plače, in umno, in tretje, vse bo raslo, in ta jajca. Čista, mantra, ki sledi iz tega osnovnega principa, ki je logika odpora, zadnje je odpora. Spet, vam gre lahko na jok, ko vidite, kako so ljudje na juni in kako verjamejo, kako so pripravljeni verjeti, da je to res. Da bo res potem nekaj boljši in drugačen, lepše in tako naprej. Ni res, samo ena transferna figura so zamenjala za drugo, ki bo favorizirala pač druge imaginarije, druge ljudi, ki so naši, nič drugega. V tem smislu se ne more nikoli zgoditi nič. Samo vrti se pravzaprav isto, pa ti ksihti so pač drugačni. Stali pa enako. To je tretji problem, sta pa še 2. Zdaj, te prve 3 so razmerno. Zdaj, doli ima kakšno analitično izkušnjo, ve, da ni tako to zelo preprosto, ampak ajde, če imate tako izkušnjo, so razmerno, se da. Se da skozi analizo. Analiza, zdaj že vidite najbrž, analiza v resnici ni nič drugega kot premagovanje odpora. Zato vedno znova poudarjam, analiza ni zdravljenje. To ni terapija. Če boš ne vem kaj vse naredil, šel skozi analizo, pa boš pa normalen. Ne, saj si že normalen. A veste, to, kar zdaj govorim, je že normalno. Da so ljudje v transfernih odnosih, da se upirajo, da delujejo potlačitev, da imajo sekundar. To je normalno. Tisto, kar imenujemo normalno vsakdanje življenje občestva, je pravzaprav mnogo čem zgolj patologija, ki je tako zapakirana, da jo ljudje ne prepoznajo kot patologijo. To smo pa na začetku govorili, zakaj zavest ne prepoznava temeljnih problemov, ki jih ima. To sem čisto na začetku povedal. To se samo izkorišča. V politične namene in druge, korporativne danes. Ampak, analiza, zato mora analiza trajati. Ker odporov ne morete premagati čez noč. Tudi pacient samih ne more, tudi ko jih hoče, ker je notranje razcepljen. Mislim, da je to očitno. Jaz bi rad nekaj naredil. Ne vem, jaz sem alkoholik. Jaz bi zdaj rad nekaj naredil. Kaj pa? Ne vem več alkoholik. Prav, začnemo. Kdaj pa? Recimo zdaj. Kaj bo prva reakcija alkoholika? Mogoče sam še ta zadnji pije. Ali pa sam še taneš tam prelelo. Zdaj pa res ne bom ve. To je spontano. To ne smemo biti moralistični. Nujno, to pričakujemo. Da se bodo ljudje tako odzivali. Zato tudi, ali pa, če kaj obljubljate, sami sebi, naprimer. To smo tudi že večkrat rekli, bom še enkrat. Zdaj, po poletje treba shujšati. Zdaj pa že caj, da začnemo, danes je 15. maj, do mi je začel, da danes ima več velik cajta, ampak tudi tisti, ki bo danes rekel, evo, jutr pa zaprmej, je vprašanje, če bomo jutr, sam še te zadnjo tortico, ali pa ne vem, to kaj tok dober, sam tole še, pa zares, pa bo pa že september, dober, drug let. Taki smo, dobro se je tega vsaj zavedati. Ampak tle še gre. Pri premagovanju takih odporov, ok, nekaj časa nam bo vzelo, malo discipline, malo pač zahtevnega dela na sebi, kot se reče, v redu, ok, pa se da. Ni problema. Potem sta pa še 2 oblike odpora, ki pa Freud artikulira precej pozno.
v svojem življenju, tam v 20 letih, 20. stoletja in kasneje, zlasti po tem, ko napiše spis Jaz umom leta 1923, in se vidi, kot da bi ti dve obliki odpora bili nujno postavljeni čisto na konec, ker sta pa trdovrati. Ti sta pa res zahtevni. To je pa res zahtevno. To je pa izredno, to je pa ultra zahtevno delo pri premagovanju teh dveh oblik odpora, ker sta tako težko je pravzaprav, toliko ogromno znanja morate imeti in toliko ogromno izkušenj in potrpežljivosti, da se sploh dokopljete, da prepoznate ti dve obliki odpora in potem je res treba veliko dela, da se, torej, da to lahko premagate. Se da. Ampak prva, torej zdaj četrta seveda, četrta oblika je vezana na nekaj, čemur je Jacques Derrida posvetil celo razpravo. Zdelo se mu je očitno zelo pomembno, da je samo te obliki odpora posvetijo na filozofsko razpravo. In to je odpor samega nezavednega. To je še hudič. Eno je odpor, da bi spoznal lastno nezavedno, da bi prodrl v svoje, torej, hišo strahov, nočne more in travme iz otroštva in ne vem kaj, ali pa da bi prepoznal lastne iluzije. Že to je hudičevo zahtevno. Obstaja pa, in to Freuda fascinira, nekje zapiše, pravi, a ni to noro, zdi se, kot da se samo nezavedno upira nam, da bi ga spoznali, dešifrirali in tako dalje. In če berete kakšne Lacanove, recimo, seminarje, pozne seminarje, tam iz 70-ih let, zadnjih 10 let njegovega življenja, podobno kot pri Freudu, boste videli, kako zapletene postajajo sheme, naprimer Lacanove, Matemi, kako skoraj nerazumljiv jezik začne uporabljati, da bi dešifriral, da bi zajel, da bi artikuliral, kaj to sploh pomeni. Odpor samega nezavednega. Če bi na hitro rekel, ker ne moramo več, ker smo vezani na hudiča, saj nismo, ampak tako se reče. Zdaj, polka bomo zmagali, v komunizmu bo drugače, pol čas ne bo več ovira. Pol bo tako, kot je bilo, kaj je Sokrat živel, ko je simpozij trajal 3 dni. Ne ni bilo tisti 1 ura pa pol, zdaj bo pa domov. 3 dni. Ali pa, tako kar je bilo. Dobro. Torej, zdi se, čisto na začetku, kot da v realnosti sami, kot da je realnost sama, ne mi, realnost, narejena tako, kot da ne bi bila za človeško bitje in za njegove sposobnosti, da jo razume. Kot da je realnost nekaj, kar preprosto ne dovoli, da bi ljudje prodrli in spoznali, kaj naj bi tisto bilo. Kot da je tako. Ampak ne bomo šli, mogoče se enkrat lotimo prav Derridajevega komentarja k temu, ter je malo več časa, ne samo 5 minut, kot jih imamo. To je torej odpor samega nezavednega. Ko ne morete reči pacientu, vi se upirate, ne vem, potrudite se malo, vi imate določene zadržke in tako dalje. V vseh prejšnjih 3 primerih to celo lahko rečete. V določenem trenutku lahko rečete in če ste dovolj spretni, bo to delovalo. V tem primeru pa preprosto ne morete, ker je pacient sam osupil. Pacient sam reče, za Boga, pa kva je to? Kot da obstaja v meni samem nek tujek, ki ga jaz sam ne morem razumeti, celo takrat, ko bi ga najraje in najbolj sem zainteresiran, da bi ga razumel. Kot da je nekaj nečloveškega v meni. Ko ne morete reči ti pacient, ker pacient sam reče, ne mene kriviti. Jaz se trudim. Še nekaj obstaja. In ko analitik reče, ja, za oba naju še nekaj obstaja, kar je treba dešifrirati in tako dalje. To je pravzaprav vezano na vrhunske kognitivne napore, v bistvu, teoretske napore, tako rekoč. Včasih se zdi, da morate razviti in to Lacan recimo naredi, s konceptom simptoma, naprimer. Simptom je simptom, ki ga enostavno ne morate več dešifrirati. Kratko malo se ga ne da. Ok, no, ampak še, gremo še, vsaj da omenimo še peto obliko, ta je pa
Ta je pa. To je pa čiste zadnja oblika, ki jo Freud zapiše, oziroma opiše, to je pa odpor nadjaza. Se pravi, odpor še ene instance, zaradi česar ne morete reči, ti posameznik se upiraš, nočeš nečesa narediti. Ne, obstaja odpor nezavednega. Zdaj, kaj pa je to? Veste že, da je nezavedno, nadjaz je skozi in skozi iracionalno. Na nadjazu ni ničesar racionalnega, čeprav se pod določenimi pogoji se celo da reči, da obstaja racionalno zrno. Namreč v katerem smislu? V tem, da, zdaj se lahko vrnemo v tisti sintagmi, ki sem že prej omenil, seveda nihče ni popoln. Ampak vsak od nas ima izkušnjo, da smo pod določenimi pogoji pripravljeni verjeti, kot da obstaja popolnost. In to od nas terja nadjaz. Nadjaz terja nekaj nemogočega, narediš še to, narediš še narediš še tretje, nisi dovolj dober, nikoli nisi dovolj dober, hkrati se pa pravi, pod določenimi pogoji celo, in to ljudje delajo, se strinjajo. Ja, še bolj se moram potruditi, nisem še dovolj natančno tega naredil, še je nekaj lenobe v meni, še več discipline, jutri bom še prej vstal in tako dalje. In mislim, da je popolnoma očitno, da sam neoliberalizem, kot rečemo, ultimativna oblika kapitalističnega življenja, počiva natanko na tem. Natanko na tej možnosti človeškega bitja, da pod določenimi pogoji verjame, da je možna torej ta neskončna pot, oziroma da je možna pot neskončnega izpopolnjevanja. Še je možno zmanjšati stroške delavca, je možno še manj plačati, še malo bolj prvit, lahko je še malo bolj učinkovit, drugo leto imamo lahko še več profitov kot letos, itd. In seveda pod določenimi pogoji se torej lahko oblikuje taka subjektivnost, ki smo že govorili, ki je to voljna prenašati še in še in še. In zdaj smo prišli do Davida Humea, do njegovega vprašanja, kako je možno. To je bil zdaj dolg odgovor na Humeovo vprašanje. Zdaj ne, pa če že potekal. Soparno je, tako da bežimo dan. Hvala.